posebna ponudba, osebna karmična prognoza v pisni obliki za novo leto. In ne le novo leto 2025, ampak celo do leta 2026 grem. Letos vas bom res presenetila, tako da boste dobili darilo, ki ga hoče vaša duša. Namreč na več kot 15 straneh v pisni obliki boste na e-mail ali pa če za vaše prijatelje po pošti prejeli to enkratno popotnico, ki bo kot kompas za vaše novo leto, za srečo, ljubezen, zdravje, mir, za tisto pravo pot, da se ne zgubite. Poglejmo v nadaljevanju, kaj natančno opisujem v osebni karmični prognozi, ki so jo mnogi že prejeli. Pozdravljeni prijatelji, z vami Aleksandra Winkler-Drole. Mnogi me že poznate iz knjig, TV oddaj, YouTube kanala, o mojih prognozah, hipnozah, uvidih, skozi sliko, umetnost in seveda pišem tudi za vas. Osebno karmično prognozo sem začela izdelovati. Tukaj vam predstavim v tem videu, kaj je pomembno za leto 2025 in seveda sem se letos izjemoma osredotočila tudi na leto 2026. V uvodnem delu predstavim energije kolektivne karme v letu 2025 in kako bo to nadaljevanka tega, kar se nam je dogajalo. Spomnim ljudi na leto 1986, če ste starejši, pa na leto 2006, nekaj, kar je bilo takrat, kar vam je ležalo na duši, kar ste začeli, pa mogoče niste dokončali ali pa ste kaj narobe naredili, je bo zdajle v letu 2025 nadaljevanka tega. Tak je karmični cikel. In kaj je pomembno, da dosežete cilj v tem letu, to vsem enako pišem v tem uvodnem delu. In gremo. Prvi del, prognoza. Se pravi, ker se ne ustavim z koledarjem, ampak s ciklom, ki velja za določeno osebo. Tle sem delala za stranko s Trsta, Amando Fabro. Je ta napoved kot krmilo tudi že za leto 2026. Kaj je pomembno, kaj se ji bo dogajalo, katera je njena dharma v tem ciklu. In v drugem poglavju grem na to, kaj jo lahko v tem času leži na duši, ker to predstavlja lahko eno izmed 10 karmičnih bremen, ki jih tudi opisujem v knjigi Sporočilo Zorjona, in kako se soočiti s temi bremeni. Vse nas nekaj bremeni in kako to rešiti, kaj bo tista nevarnost. V tretjem delu imam najšibkejši člen. Veriga je toliko močna, kot je močan njen najšibkejši člen. Kaj pomaga, če imaš denar, če pa nimaš zdravja? Ali pa kaj pa pomaga, če imaš karkoli, če pa nečesa drugega nimaš? Se pravi, tam se lahko zlomiš. In da se človek ne zlomi, je treba osvestiti, najmanj osvestiti. V glavnem v karmični prognozi pomagam človeku, posamezniku individualno, da se zaveda. In tlele imamo transformacija. Vsi gremo skozi neko puberteto, rečemo temu, ki je lahko kritično obdobje ali pa tudi ne. Se pravi, lahko smo v kritično puberteto, lahko imaš kritičen preporod, zelo hude lekcije, lahko imaš pa zelo blage in se ti zdi, da so skoraj neopazni. In zdaj Amanda bo imela tlele na testiranju njene, tukaj je pač uvodni del, ki ga dobite vsi enak. Lepo sem tudi slikovno to dopolnila, to gradivo. In tlele so lahko se more preroditi skozi to, kar pač nekako jo že poznam, ki je pri meni že naročila osebno karmično prognozo, je bila na osebni hipnotični regresiji. Ženska pač ima tudi iluzijo na 6. čakri in to sva sicer že odpravili, ampak še vedno bo na preizkušnji, da napačne ljudi sprejema v svoje življenje. In kjer bo njeno področje sreče, tukaj se gre po datumih,
tle je ta boginja ne le denarja, ampak tudi tega, kar nam enostavno zrase, se nam zgodi. Ne? Se pravi, ima 2 cikla, do 30. maja ima eno obdobje in od junija 25 do 30. maja 26 ima tlele zelo tako mistično obdobje, ki bo deležna posebne sreče, pač zaradi dobre karme iz prejšnjih življenj. V nadaljevanju, to je prvih 5 poglavij, v nadaljevanju pa opišem to, kar je stalnica, življenjska stalnica, življenjska naloga, to, kar pač smo prinesli, vsi smo prinesli v to inkarnacijo nekaj plusov in nekaj minusov, nekaj popravnih izpitov in nekaj darov. In tukaj so te življenjske naloge, ene bojo zelo težke, se pravi, pri njej je področje kariere in tudi opisujem tlele, to, kar je splavo, je za vse enako, kako se soočiti s tem, s to nalogo, se pravi, kaj lahko naredi, da mora temu pač nameniti več pozornosti, več truda, več napora, to je pač negativna karma je kot en bančni kredit, ki pač prej, ko ga odplačaš, boljš ti je. In drugače ne gre, ker si zadolžil že v prejšnjem, že pred tem fizičnem življenju, da boš to rešil in zdaj smo tle, da to rešujemo. In zdaj imamo pa dobro karmo, nenadna srečna doživetja, to se zgodi pač brez nekega posebnega truda in tlele opisujem v tem poglavju. In zdaj grem na črnega in belega volka, se pravi po indijanski ti zgodbici se v nas borita 2 volka, bel in črn, znotraj nas bije ta boj, ne? Bel predstavlja vse naše dobre lastnosti, črn pa vse naše slabe. In pol ta modra zgodbica, ta modri odgovor, kaj je odgovoril modri starec svojemu vnuku, ko mu je pripovedoval o bitki črnega in belega volka znotraj nas, ko je vprašal otrok, kdo na koncu zmaga? Zmaga tisti, ki ga hranimo. In kako nehamo hraniti našega črnega volka, ne tega padlega angela, hudička, se pravi, eni zelo to fotrajo in izgledajo prav kot eni hudički, drugi pač so se s tem soočali in to ne hranijo, zato umre, kar ne fotraš, ne more obstajati. Hraniš lahko z napačno pozornostjo, z napačnim načinom mišljenja, delovanja, predvsem delovanje in tle pač individualno vsakemu sestavim, kaj je za njega bistveno, kako se soočiti s tem. In gremo k dobremu belemu volku, ki po naši bolj bližnji religiji predstavlja dobrega angela. Kako nas vodi, kako se z njim spoprijateljiti, kdaj nas podpira, ker nas ne vedno. In zdaj ima Amanda seveda tudi priporočilo za leto 2024, imam 2 Google Meetinga, to je pač za vse, ki imate Gmail in ste kupili mojo knjigo Sporočilo z Oriona, potem je planer, zraven knjige 36 karmičnih ciklov, ki bo brezplačno za kupce knjige 36 karmičnih ciklov, ona bo vzela tudi, že sva zmenjene, Infinity Orion talisman, ki ga za naslednjih 20 let priporočam po uvidu, kar sem opisovala tudi v knjigi Sporočilo z Oriona, pač ta zlata zapestnica, ki je v novembru in decembru predstavljena tudi v reviji Misterij. In seveda priporočilo za 25 in zahvala za zaupanje. Se pravi, to so neka minimalna priporočila, ki jih dobite ob zaključku pač v 10. poglavju. Tako da, dragi moji, za tako smešno malo nizko ceno, katero bom še razpolovila 50% ceneje za vse, ki ste naročili osebno karmično prognozo za leto 2024.
Zato ne zamudite te priložnosti. Pač na dan naredim nekje 3 do 5, 7 oseb, odvisno od tega, koliko mi čas dopušča. In ja, za vikend viham rokave, upam, da boste vsi še letos na vrsti, če boste res pohiteli z naročili. Pustite na spletni strani svoje podatke, datum in kraj rojstva, mora biti natančna ura in nič drugega ne komentirajte, zadovoljni boste s tem, ker vas bo spremljalo naslednji 2 leti, 25 in 26. Tako, z vami Aleksandra Winkler Drole in kmalu naprej v prognozi za leto 25 v naslednjem videu. Srečno! Obiščite mojo spletno stran www.omgarden.si in poglejte, kaj vse imam tam za vas. Prijavite se na brezplačne e-novice, da boste obveščeni. Kmalu z vami Aleksandra Winkler Drole, karmična diagnostičarka, učiteljica akaških zapisov, mojstrica hipnoze, regresije, progresije in še marsikaj.